tem, kako zavzeti obljubljeno deželo. Kako zavzeti obljubljeno deželo. In prvič, Bog govori Jozuetu, Mojzes je umrl. Poznam zdaj, kaj je bilo, kako je bilo, pojdi zdaj naprej. Zdaj je čas, amen? Nekaj starega more umreti v nas vsak dan celo. Plus to, kaj je dobro more včasih. Zrno, če ne umre, je rekel, jaz ne more roditi pulsa. Amen? Se pravi, to moramo skozi gledati naprej, ker Jezus nikoli ni nazaj celo. On je vedno pred nami. Amen? Če si ti pred njim pol, to ni glih najbolj pametno, ker te lahko izbije. Če pa za njih hodeš, je pa ful dobro. Amen? Je pa ful the best. In zdaj, v prvem poglavju, Bog da Jozefu navodila, kako bo zdaj zavzel najbolj utrjeno mesto na zemlji. In mu reče, Jozue, zdaj pa naredite tole lavo ful vročo, katapult pod tem kotom, te elastike boste mogli imeti ful trdne, sulice, ful ene posebne bomo dal za... A govori v tem kaj? Ne, nič od orožja mu ne govori to. Nič, proti letalsko boš rabil, pol to, kaj je že skoraj nuklearna. Nič od tega, cerko, veste, kaj mu govori? Vzem Božjo besedo. Del razmišlja dan in noč. In pol, karkoli boste naredili, vam bo uspel. Amen? In skozi mu govori, bod močen in trden. Sprav, v prvem poglavju jih ful fokusira na Božjo besedo, pa kako ne bojo ful pogumni. V drugem poglavju jih nečistnica reš ven uglednike iz obljubljene dežele in se upiše na ta način v rodovnik Jezusa. Tako da vidimo, da Jezus je totalno nereligiozen. On je nečistnico dal not v svoj rodovnik. In pol, zdaj gremo pa v tretje. Dajmo se zdaj tretje poglavje pogledati. Je pa govoril o Božji prisotnosti. Amen? In to je ta, jaz mislim, da to je zmagovalna kombinacija za nas, kot cerkev in posameznike, da imamo Božjo besedo in Božjo prisotnost. Amen? Če imaš eno brez drugega, bo vedno nekaj narobe. Če si sam poln besede, pa nič prisotnosti, boš ful religiozen rad. Ali se boš pa začel obsojati, ker ne moreš izpolniti besede. Če si pa samo v prisotnosti, pa ne poznaš Božje besede, boš pa ful zabluzil. Boš pa zalutil v New Age, karkoli. Oziroma v emocije. Skozi boš po občutnik živel. Zato oboje radno. Ker kaj ste zgodili včasih? Včasih beseda jo govoriš, pa nič se ne zgodi. Pa malo priješ v Božjo prisotnost, pa se tako začne dogajati. Včasih pa ful mazilene prisotnost, pa se nič ne zgodi, dokler ne začneš besede proklamirati. Amen? Mi rabimo oboje. Amen? Oboje mora skozi biti živo. Dajmo se to pogledati v Jozue 3. Bomo šli zdaj čez tretje poglavje. Verjamem, da je ful stvari tukaj not v tretjem poglavju. In mogoče bo danes kaj ti Bog govoril in to pač si v duhu potem, naj ti bo to rema potem beseda in pol prežvekuj cel teden. Jozue 3.1. In ostane Jozue zgodaj zjutraj in odpravijo se iz Sitima in pridajo na Jordan, on in vsi sinovi Izraelovi. In tam ostanejo, dokler niso šli na drugo stran. Se pravi, dobro je, da že zjutri se prav fokusiraš. Ti moraš zjutri iti v pravo smer. Amen? Ti zjutri ne smeš reči, danes se pa ful nekaj čuden, danes je ful slab dan. To nikoli ne reči. Jaz se dostikrat tako počutam zjutri, kadar sem maraton tekel, čeprav ga nikoli v življenju nisem in ne bom to prepuščam Božotu. Jaz sem šel samo enkrat na tek Božo. Samo enkrat me oče toliko motiviral, ne vem, zgleda me res dober govor, da sem šel 5 kilometrov z njim in sem rekel, nikoli več na to delal. Dajte mi žogo ali nekaj, žogo, smučke, nekaj mi dajte, da bom kar laufal brez rekvizitov. To res nima smisla, ampak dobro. Ampak cerko, ti moraš zjutri, ne glede na to, koliko si zmatran, se moraš reči, danes je pa super dan. Zakaj? Ker sem živ z Jezusom. Jaz sem pred kakšnim letom, sem slišal enega pridigara, ker rekel, jaz vsak jutro rečem, Sveti Duh, kaj me boš danes kaj presenetil? Kaj bo danes delala? In vsak dan mu je bila avantura, in se pa, to je the best, 6 začel dan. In pa res, drugače se zbudiš, ko si v pričakovanju, da je Bog s tabo in da se bo nekaj dogajati. Sam s to, ko je Jezus s tabo. Amen? In pa najmanjša stvar ti lahko postane čudež, ti lahko postane, wow, je Bog z mano. Amen? V
Lahko pa gre to vse mimo tebe, če si na napačno nogo vstal. Sam ti ni treba. Lahko vedno ustaneš tako, kot treba. Daš se na prvo mesto. Zgodaj zjutraj so šli na pravo mesto. Druga vrstica in zgodi se po 3 dneh, da so šli oblastniki sredi tabora, se pravi 3 dni, oni so vstali zjutraj, so prišli na lokacijo, kamor je Bog hotel in kaj so zdaj naredili. 3 dni nič niso naredili. Amen? Kdo od vas ima 3 dni cajta, da nič ne dela? A imaš cajt, da 3 dni nič ne delaš? Zato, ker ti Bog nič ni rekel. Haleluja. Amen? A si kdo upa tako živeti? In pol pokličeš, lejte, mene ne bo danes, ja, v ponedeljki, vem, v četrtek še lahko pridem še. Kako? Ja, lej, zdaj 3 dni ne morem kamor. Kva te zelo boli, kva, lej, sem pol povedal, sem v četrtek, računate v četrtek prideš. Amen, tako bi mogel živeti. Amen, če hočeš zauzeti obljubljeno deželo, si moraš 3 dni vzeti prej, ko Bog hoče. Ker takrat Bog ful stvari naredil. Amen? Ne sam pričakovati hiter citat na dan, a ni citat na dan, da veste. 2 dneva imaš na eni strani. Pol dneva pa si, to je 5 minut, pa si fertik, pa že lahko greš naprej. Pa je Bog s tabo, greš na kafe, greš na štiv, Bog je s tabo, haleluja. Prebral citat na dan, misel dneva, molil si molitev, haleluja, pripravljen sem. To je dobro, če imaš še mlečne zobe, razumeš. Sam, ko se družiš z Jezusom, pa rasteš, pa si močnejši, pa on reče, 3 dni rabiš 3 dni. Pa ne računati na citat na dan, ga nov dost, amen. Jaz ne moram nahraniti 18 let starega otroka isto, ko je bil star 6 mesecev, amen. Rabaš časi 3 dni, da ti Bog s to govori. Amen. In to je nič hudega. Če si 3 dni brez Božjega glasu, sploh nič ni panike, haleluja. Ker nekaj se v tebi dogaja, pripravljaj se. Ene stvari mogoče grejo ven iz tebe, amen. Na ene narobne motivacije grejo ven, karkoli pač. Meso je ful zvita stvar. Meso nas hitro pač prevara v človeški sistem razmišljanja delovanja, haleluja. Mi moramo pa Jezusu slediti cerkvu, amen. Jezus je pa vedno par korakov pred nami, haleluja, amen. In on je v duhu, ni v intelektu, haleluja. Zato včasih rabaš nekaj cajta, da sploh začneš slediti njemu, haleluja. Ok, gremo 3. vrstica. In velevali ljudstvo rekoč, kadar vidite skrinjo zaveze Gospoda svojega Boga in duhovnike levite, da jo naso odrinete svojega mesta in pojdite čez njo, haleluja. Čez 3 dni, ko boste videli skrinjo, se pravi, kaj je skrinja? To, ko Bog govori, pa kjer je Bog prisoten. Ko vidiš Božjo prisotnost, ko vidiš Božjo besedo, ko ti uživi v tebi, haleluja, pa odrini svojega mesta. Pa več ni čas, da zabušavaš na svojem fotelu. Pa moraš iti narediti to, kar ti je Bog rekel. Amen? Pa moraš pa odriniti svojega mesta in iti slediti temu, kar ti Bog pokazal. Amen? Ker Bog redko kdaj dela čudeže v cerkvu, neodvisno od nas. To je izredna redkost. Jaz poznam samo par primerov. Večinoma bo tebi govoril in pol greš ti svojega mesta odrinaš, v njegovem imenu greš v akcijo in pol se čudiš dogaja, kamorkoli priješ. Amen? Samo moraš odriniti svojega mesta. Včasih to pomeni samo v glavi. Včasih nisi fizično odrinil. Včasih sam drugače začel razmišljati. Včasih si drugače začel govoriti. Mogoče mora res do zamenjati službo, ne vem. Pač Bog te bo vodil. Ampak važno je, da odrinaš iz svoje lokacije, kjer te je hudič uspalo, kjer se nič ne dogaja. Mogoče moraš kakšne frende zamenjati, karkoli, ampak v glavnem, ko vidiš, kdaj odrinaš, ko vidiš skrinjo zaveze, ko ti Bog govori, amen, ko te Božja prisotnost vod nekam drugam, ko v duhu zaznavaš, da je čas, da se premakneš, amen. 4. To, da med vami in med njo vodi presledka okoli 2000 komolcev, to deliš s 3, pa dobiš metre, ne približajte se ji, da bi vedeli, po kateri poti vam je hoditi. In poslušaj to, zakaj niste šli po tej poti poprej. Amen, se pravi, med vami pa med skrinjo mora biti en spoštljiv razmak. Kaj to pomeni? To pomeni, da ne smeš biti familiaren z Božjo prisotnostjo. In pa rečeš, Maja, se to je sam sveti duh, to ni nič posebenega. Mal kurja pot, to ni nič posebenega. Malce ima fajn z Jezom. Ne, to mora ti biti, ti moraš ful ceniti Božjo prisotnost.
Amen? Jaz sem komi čakal, da bomo začeli slaviti danes. Ko ful cenam Božjo prisotnost, haleluja. Amen? Jaz ne gledam na uro, kdaj bo konc slavljenja, koliko dolgo bom še tle stal. Ampak ful cenam vsako sekundo, ko skupaj slavimo, ker je Božja prisotnost cerkev med nami, ko slavimo. Tu, če jaz nič ne bi čutil. Ko lahko se kdaj zgodi, da priješ sam, pa nič ne čutiš. Ampak ne misli, da Bog ne deluje. Amen? Bog vsem deluje. Ko ga ti slaviš, on deluje, 100%. Ker to piše v Božji besedi. Božja beseda v Izaiji 48 piše, pa nikoli ne bo prišla. Nebo in zemlja bo te prišla. Njegova beseda nikoli ne bo minila. Se pravi, ti lahko računaš na Božjo besedo. Amen? Ti si lahko siguren, da Božja beseda deluje. Karkoli ti je Bog rekel, to je resnica. Karkoli si prebral v Bibliji, pa te Sveti Duh potrdil, to je pribito, to nikoli ne omenilo. To je bolj sigurno kot tale strop, na katera sedimo zdaj. Oziroma, to so naša tla od unga soseda, od spodca stropa. Ali pa cela ta zgrada. Cel Šentjur bo propadil, Božja beseda no propadil. Šmarje bojo zgorele, cele, veš to, Marija? Cele šmarje bojo enkrat zgorele. Skupaj so zemljo vred, sam nas takrat notle. Mi bomo v nebesi čakali na novo zemljo. Ampak Božja beseda pa nikoli ne zgorela. Lahko ti žena vrže Biblijo v pečjo, zažge še 10-krat, ampak Božje besede ne more zažgati. Božja beseda pa vedno ostane. In lahko računaš na njo. Amen? In to tukaj prav. Ne bo en presledek med skrivno zaveze. Kad ti v roke primaš Sveto pismo, kad ti Bog govori, to ti more biti, wow, to je več vredno od vse moje izobrazbe, od vseh mojih izkušenj življenjskih. Tudi če sem že 100-krat nekaj molil, zdaj je Sveti Duh tle, zdaj govorim Božjo besedo, to je sveta stvar. Amen? Zemlja ne bo ta prišla, ampak njegova beseda ne more se prazna vrniti k njemu. Amen? Zdaj govorim Božjo besedo, tako se moraš obnašati. Zato prav ne bo presledati, da nisi familiaren s temi stvarmi. In pol prav, zakaj? Ker po te poti še niste hodili. To nam pa ni tako všeč, ker mi pa vedno hočemo vse že vnaprej vedeti. Mi hočemo vse imeti zaračunano, če bomo to naredili po to, če vržem tok not, bomo tok ven dobil, če se z Bogom ne gre tako cerko. Z Bogom je vedno vsak dan je nova milost, nova pot, nova stvar, nova usoda. Vse, on skozi kreira nove stvari. V nebesih mi še v nebesih nikoli ne bomo prišli do konca, skozi se bo dogajati cerko. Nam nikoli ne bomo mogli biti dolg čas. Dolg čas ti je zato, ko gledaš v isto staro varianto in pol religiozno živiš svoje življenje in upravljaš religiozna opravila, branja, molitve, ne vem, karkoli že delaš. Teh mora biti vsakič pot, po kateri še nisi hodil. Jaz doskrat rečem, jaz ne znam moliti. Jaz ne poznam sploh tvoje besede. Ko hočem, da me on uči, haleluja. Jaz nočem priti k en profesionalc pred Boga, haleluja. Ampak totalen amater, ki je pač zdaj je tukaj, da se vse nauči, kar ga Bog hoče naučiti, haleluja. Če ne bom prišel v cerkev, v nove stvari, ki jih ima Bog zame. Če mislim, da že vse vem, pa da sem že hodil prej po te poti. Jaz sem ful knjigo prebral, kromen. Ampak ne bom se z njimi obremenjeval, ker vem, da Bog novo stvar dela. Ker bo mnogo večje od vseh starih. Ker če ne Bog, ne bi bil Bog. Če je zdaj manjši, kaj je bil prej. To pomeni, da je omejen, on je pa neomejen. Haleluja. Amen? Haleluja. Reč, Bog ima novo usodo zame. Haleluja. Poglejte zdaj to. V 5. vrstici Jozue veli ljudstvu. Posvetite se, kaj ti jutri stori Gospod čudeže med vami. Se pravi, jaz sem, ko sem sprejel Jezusa, sem postal posvečen. Jaz zdaj sploh nisem več svoja oseba. Jaz sem odkupljen po krvi Jezusa. Zato piše Pavel, pišem svetim v Efezu. Vi ste sveti ljudje, haleluja. Ker ti veš, da si svet, haleluja. Pavel, kdo te v pol obsojil? Razumeš? Kjera stvar te bo mučila, če veš, da si svet? In zdaj, ko se ti posvetiš, to je zdaj stara zaveza.
V novi zavezi si ti že posvečen, ampak vseeno svojo dušo lahko posvečuješ, ko v duhu si svet, ampak tvoja duša je pa emocije, tvoja volja, tvoj pa lahko vedno preobražaš, tako. Nekako je s tvojim ampak moj skozi rab vzgojo, se moram skozi govoriti, pa ne razmišlja. Včasih mu gre že ful dobro. Včasih moj ko vidi nadnaravne stvari, reče, to je to. Včasih pa mi začne godrnati. In pa mu moram govoriti, govorim kaj, Božjo besedo mu govorim, Se pravi, posvetite se, kaj ti jutri bo Gospod delal čudeže med vami. Se pravi, ko se ti odvojiš, biti svet, to ne pomeni, da se zdaj ostrižeš, pa si tle en čop odzad pustiš. Posvetiti se pomeni, da si se odvojil za Boga. Se pravi, ti vsak dan, ti si lahko svet, vsak dan, ko si že v duhu svet in pa se samo nekaj časa se posvetiš Bogu, da on lahko pol čudeže čez tebe dela naslednji dan. Zato, ker si nekaj doživel, ko si z njim in pol to, kar si doživel, te nikoli ne zapusti. Amen? Ti lahko doživiš neko krizo, neko katastrofo v življenju in pol si 2 let depresiven zaradi tega doživetja. Lahko pa pozitivno obrneš, pa si se posvetil Gospodu in doživljaš njega in on v tebi deluje in te to pol spremlja, kar nekaj časa. Zato, recimo, zdaj, ko ste šli za 3 dni nekam in ste bili v besedi, v Sloveniju, se ful dogaja. In to te pol drži nekaj časa. Ampak dobro, da vsak dan nekaj vlagaš, da si posvečen v Božjo prisotnost. In pol on lahko dela čudeže čez tebe. 6. In duhovnikom reči Jozue, nesite skrinjo in pojdite pred ljudstvom. In nesli so skrinjo zaveze in šli pred ljudstvom. Se pravi, Božja prisotnost mora iti pred nami. Haleluja. Amen. Mi moramo dati Boga na prvo mesto. Amen. Mi ne moramo kar se ful zaletavati z glavo vziti in pol, Bog, te blagoslovi to, kar že delamo zdaj. A ne bilo boljš, da to delamo, ker je že on blagoslovil. Samo ful manj matrali. Res je. Ful samo manj matrali. Če se nam nav toliko mudi, pa bomo pustili, da gre on pred nami. In pol, ko mi nekam pridemo, jaz včasih nekam pridem se reči, jaz sem sploh sem prišel, nič nisem niti v jezikih premolil za tole Božjo naklonjenost sabo prinesel, ful se mi je preveč mudil, ampak zdaj že prepozno, zdaj sem že tam. Je pa čist drugače, ko ti na pripravljen teren prideš. In že veš, da je Bog šel tja pred tabo. In pol vsi sam kimajo. Pol pa lahko prerokuješ, ker rečeš, takole bo fanti, tole moramo narediti, takole se bo zgodilo. In vsi sam kimajo. Zakaj? Ker je že Bog vse pripravil. Ti sam priješ požeti rezultat, ker je šla Božja prisotnost pred tabo. Amen. 7. In Gospod reče Jozuetu, danes te začnem poveličevati predvsem Izraelom, da bi vedeli, kakor sem bil z Mojzesom, tako bom s teboj. Ti pa zapovej duhovnikom, ki nosijo skrinjo zaveze, rekoč, kadar stopite ob kraju v Jordansko vodo, tiho postojte v Jordanu. Sprav, tukaj vidimo, Bog poveličuje Jozueta, zato jaz nobenega od vas, ali pa drugih božjih služabnikov, kjerkoli so, nikoli, jaz se sploh ne upam kritizirati božjih ljudi. Ker zame je to sveta stvar, ko Bog nekaj tebi dela. Razumeš? Če bom jaz zdaj ogovarjal Alenko, direkt proti Bogu lahko delam. Ko Bog se pa odločil, da bo pa zdaj čez njo nekaj delo. Haleluja. In pol jaz pridem in govorim proti njej, to je kot da bi proti Bogu govoril. Drugič pa, jaz sploh ne vem, kakšna je ona. Tudi, če bi jaz imel slabo izkušnjo z njo, en teden nazaj, jo ona loži čist nekje naprej. In zdaj se ogovarjam uno staro Alenko, ko ona sploh ni več. On je že ful naprej. Jaz sem pa ful nazaj. Amen? Zato nikoli ne ogovarjati ljudi, ko hodim z Bogom. Amen? Ker ne veš sploh na kjerem nivoju, niti kva se jim dogaja. Niti kaj Bog v njih dela. Se ne veš, kaj je. Lahko je on pred 2 dnevi ful doživ Boga, to, kar ti nikoli. Amen?
In zdaj ti nekaj ugovarjaš, ko sploh ne obstaja. Haleluja. Zato pust, haleluja, ko Bog poveličuje ljudi. Tukaj Bog pravi, jaz te bom Jozo začel poveličuje, da bo ljudje videli, da sem s tabo. In Bog hoče tebe to poveličiti, da vsi tvoji frendi bo rekel, da Bog je s tabo. In pa bi rekel, ljudje, kaj je to za lenko? Jaz sem prej mislil, da je čisto zmešano, zdaj pa vidim, da je res Bog z njo. Haleluja, karkoli dela je uspeva, haleluja. Mačko je umrla, pa je še vedno dobre volje, haleluja. Haleluja, slava ti Jezus. In pol prav duhovnikom, ko pridete not v Jordan, Jordan je res fantastična reka, tle se je Jezus krstil, Jordan ima ful zgodovino. In zdaj Bog hoče Jordan odpreti na pol. Oni hoče da en čudež, mikročudež pred mega čudežom. Tukaj David, najprej levo premaga, pol medveda, pol je rok voleti. Zdaj, Bog jih bo naučil najprej, kako se Jordan odpre. A ni to noro? Preden bo Jeriho zid padel, dajmo najprej Jordan odpreti. Okay? Dajmo trenirati na ena ful majhna čudeža, kakor je to, da se reka na pol odpre. Okay. Bog je res dober. In zdaj prav, ko boste not stopili, ni rekel, takoj začnite na šofaru piti in trubente in vse, takoj akcija. Da not bo začel razmišljati, pa v strah padel. Ne, prav, najprej bote tih. Najprej stojite not, pa nič ne delati spet. Ni to zopere. Da te Bog nekam pošle, pa ti prav ne nič delati. Tu učtekati se. Ko mi radi akcijo, Bog mi je govoril, ful smo naspinirani, ne, on hoče, on delati nekaj, on tebe sam rad, da si tja stopil, amen, da si tja stopil in da si tih, da bo on oddelval, amen, usupljivo, kaj se vse lahko dogaja, sam če smo tih, in zdaj prav, tiho postojte v Jordanu, pa to je odšteka cerkev, meni je to odštekano. Jaz, če bi bil Bog, bi rekel, pati, čim bo se sam, malo da se not stopite noge, takoj začnite upiti, haleluja, zmaga je naša. Nikoli ne bi rekel, ko te pa not stopili, pa vsi utihante. Ko pol, vas bo strah ratal, pol vas bo šlo domov, jaz bi tako razmišljal. Vsi ramo motivacijo, haleluja, ne pa tišino. A ni Bog faca. Opravljaj, tam so v največji točki, kar rabaš čudaš, tam stoj pa bo ti. To je nora cerkev. Zakaj? Jaz ne zakaj, ampak po moje, mislim, da zato, da vas meso odpade. Da tam stojiš, pa veš, da sam ne moreš. Včasih ni dobro kar avtomatično moliti. Boljše najprej, da si rečeš, jaz ne morem sploh. Brez Jevsa, nimam šanse. Da najprej se zavedaš, da si totalno zgubljen brez njega in pol se ful na njega obrneš. Amen? Pol, ko vidiš, da brez njega ne šlo, pa odvisen od njega rataš. Amen? In pol ful privlečeš Svetega Duha v svojo situacijo, bolj, kakor če si ful naučen, kako moraš hoditi po veri. Amen? Haleluja. Etko, mi doskrat stojimo v veri, pa se nič ne zgodi. Ko moramo Boga privlečiti to situacijo. Ko Bog ni računal, da bomo mi ene formule uporabljali, pa bo vse delovalo brez njega. Amen? Pa je, sploh Boga ne rabo, amen, ker smo to pametni. Pravi, fati, pejte not, stojte, haleluja. Tiho postojte v Jordanu. Ok, gremo naprej, 9. Jozue reče sinovom Izraelovi, pristopite in čujte besede Gospoda svojega Boga. In Jozue, potem spoznajte, da je živi Bog mogočen med vami, ter da gotovo je žene izpred vas, Kananci, Kitajce, Moravci, tako naprej. Glejte, skrinja zaveza Gospoda, vse zemlje pojde pred vami v Jordan. Vzemite si torej 12 mož iz Izraelovih rodov, vsakega rodu, ko pa obstanejo v vodi jordanski podpati nov duhovnikov, ki nosijo skrinjo Jehove Gospoda, vse zemlje se razdeli voda Jordana
in voda, ki teče od zgoraj, se ustavi in bode kakor jez. Ko se torej odpravi ljudstvo in šlo torej osvojil, da bi šlo čez Jordan, duhovniki so nesli skrino zaveze pred ljudstvom, in ko so prišli tisti, ki so nesli skrino k Jordanu in so se duhovniki skrino na ramah omočile noge kraj vode, Jordan pa je poln in stopa čez vse bregove, ves čas žetve, tedaj se ustavijo vode, ki so tekle zgoraj dol in se vzdignejo, kakor jez, in se kopičajo prav daleč, pri mestu Adamu, ki je poleg Zartana, vode pa, ki so tekle dol k morju v nižini, k slanemu morju, izginejo do cela. In ljudstvo je šlo preko Jordana prav naproti Jerihu. Duhovniki pa, ki so nosili skrino zaveze, so stali trdno na suhem sredi Jordana. In vas Izrael je šel čez po suhem, dokler ni prišlo do cela vse ljudstvo čez Jordan. Sprav, tukaj vidimo 3 stvari. Bog jim prav, tik preden se to zgodi čuda, si pogledamo 3 stvari in govori. Prav, poslušajte Božjo besedo. Se prav, prvič, zdaj prijem, kaj je Bog rekel. Amen? To je ful pomembno. Kaj je tebi Bog rekel? Amen? Jaz doskrat, če nekaj ne deluje v mojem življenju, vedno grem gledati svoj dnevnik, jaz, ko moram mi doskrat Bog govori, ampak jaz vse pozabim, že isti dan. Ko imam ful enih obveznosti v naravnem svetu, zato si vse pišem. Jaz si pač iz telefonom pišem, iz računalnika, kjerkoli sem, imam vse sinhronizirane beležke. In potem sam nazaj grem, pa malo berem svoj dnevnik, kaj mi kaj Bog govoril, pa še po datumih imam. In potem se rečem, to, kar zdaj delam, daj mi tu Bog sploh govoril. In potem se probam spomniti. In če se ne spomnim, grem v svoj dnevnik gledati in vidim, da mi sploh Bog ni govoril. Ali pa mi je govoril, sam mi pa ni dal specifičnih navodil, kako ne to delam. In sem zgledal po svoje, šel to delati, ker mi je Bog govoril, to ne deluje. Amen? Sto prvič, kaj ti je Bog govoril? To je prvi korak. Kaj te Bog govoril? Če imaš problem z osnovnimi stvarmi, kot je, ne vem, kdo si v Jezusu, pol pač moraš iti spet v Božjo besedo, se trenirati, kdo si v Jezusu, da boš imel dober imidž v svojem odnosu z Bogom. Da veš, da si nepremagljiv, pravičen, Božji otrok, ljubljen, da te Bog nikoli ne zavrgel. Če misliš, da je kdaj Bog jezen nate, si se ful zmotil. Mogoče tvoja mama pa oče kdaj je jezna bila nate, pa Bog nikoli ne jezen nate, ko on je bil na svojega sina jezen. Vso jezo je stresel na Jezusa. Zato, ker je Jezus se tako odločil. Ne oče, oče njih. Očeta je srce bolelo, ampak je mogel to narediti. Ker je Jezus rekel, grem jaz bom žrtveno jagnje, jaz se bom daroval za grehe sveta. Zato so angeli peli, slava Bogu na višavah in mir ljudem na zemlji. Haleluja. Zakaj? Ker je Jezus vzel vso jezo, celega sveta je vzel na sebe. Haleluja. Mene oče, zdaj, ko so mojo mamo poslali domov, polno tumora umreti, oče prav, čudež, to me ne zanima, bomo mi skrbeli za njo, tako, ko mi znamo godali. Pok je videl, da ne more sam ji pomagati več. Je pa obrnil pa oče, rekel, Klemen, pa kje je zdaj tvoj Bog? Zakaj mi Bog to dela? Zakaj mi Bog kaznuje? Rekel, Bog je kaznoval svojega sina, ne tebe. Bog tebe nikoli ne kaznoval, on je kaznoval svojega sina. Vse, kar moš ti narediti, je, da to spremeš. Pa ni Bog vse mogoč. Zakaj zdaj se rekel, Bog ne dela tega. Bog nikoli ne bolezen poslal na mojo mamo. On je bolezen poslal na Jezusa. Pa kako zdaj? Ni on vse mogoč. Vse mogoče tistemu, ki veruje. Tle je problem. Ni pri Bogu problem. Sam mi imamo ful problem, ker smo ful trdosrčni. Ker ful bolj verjamemo naravni svet, kot Božjo besedo. To je realnost. Mene, kar nekaj boli, mene je ful težko za mene verjeti. Lažje zate ono, kar me ne boli to, kar tebe boli. Mene za mene najtežje verjeti. Jaz lažje za kogarkoli od vas verjamem. Haleluja. Haleluja. Ampak tudi to se da premagati z Božjo besedo, z Božjo prisotnostjo. Amen. Moramo pa se marinirati, potapljati v
Svetega Duha, v Božjo besedo, amen. More nam on umehčati srce, haleluja, prenavljati haleluja, da lahko sprejmamo pod te stvari, ki je pripravil za nas, amen. Če ne pa pač umremo prehitro, ali pa živimo pač na 60%, na 70%. Jezus v Markotovem evangeliju 4 govori priliko o zemlji. Kakšna je zemlja? Ena je trda, ena je mehka zemlja, haleluja. Ena je trnjava zemlja. Trnjava seme pade, ptice ga pozobajo. Trda zemlja se seme samo odbije stran. Mehka je pa zemlja, kjer človek posluša besedo, jo sprejme in rodi sad. Se pol beseda v njemu manifestira. In pol prav, eni rodijo 30, eni 60, haleluja, eni pa 101 sad, haleluja, amen. In pol prav, tako, ko poslušaš, toliko dobiš. Če imaš malo, še to malo, ko si imel, se ti vzame. Govori o razumevanju, potem, koliko razumeš Božjo besedo, koliko globok se je seme zasidril v mehki zemlji. In če bi jaz skozi bil mehka zemlja, pa sprejemljiv za Božjo besedo, bi imel 100-krat manj probleme, koliko jih imam. 100-krat manj, ker bi vedno bi slišal Svetega Duha. Vedno bi imel odgovor v vsaki situaciji, ker Bog nikoli ni pritisnjen v zid. Z Bogom ti nikoli nisi v slepi ulici, ker je vedno gor še varianta, tako. Priješ v slepi ulici, ni problem, da sam dvignemo naprej, haleluja. In tako je, cerko, haleluja. Mi ful trpimo, zato, ker smo ful trdosrčni. In pol Jezus pravi, maloverni, kako niste sami mogli viharja ustaviti? Si ful razjezil, cerko. Mi bi rekli, Bogi revčki, ampak face ste vsem, da ste v tem neurju sploh udrinali, jaz bi jih ful hvalil. Jezus pravi, maloverni. In ta beseda maloverni ne pomeni, da imaš premalo vere, ampak da premalkrat uporabljaš vero. To pomeni, da imaš vero, ampak je to neki izbruh vere, samo včasih, namesto da bi skozi hodil v veri. Ga pa bi lahko tudi ti, veste, ko Jezus ostavil veter, takole, sploh nič je rekel. In isto mi, če hodimo z Jezusom cerkev, se mora to dogajati. Amen, ti sabo prineseš atmosfero osebe, s katero si se družil. In pol, ko se družijo z Jezusom, njegova atmosfera pride s tabo. Amen. In pol se noč tok matro, verjem, da ne. Se pravi, najprej mi je rekel, to je 9. vrstici, pristopite in čujte besede Gospoda svojega Boga. Se pravi, ti moraš ne sam poslušati, ampak ti moraš slišati besedo. V Rimljanih 10:17 pravi, vera pride iz poslušanja, poslušanje pa po Kristusovi besedi. In tukaj je spet beseda, da jo moraš slišati. Ti moraš slišati maziljenčevo besedo, ne samo eno informacijo na črno-belem papirju. In potem si reče, kje že piše 1. Petrov 2:24, ozdravljen sem v njegovih ranah, haleluja, jaz sem ozdravljen. Ti moraš to slišati v maziljenju Kristusa, haleluja, Božjo besedo. Tebi mora to biti živa, kar naenkrat stvar. Mora iti ven iz papirja in se manifestirati v tvojem srcu. In pol ti začneš gledati besedo. In pol več noš videl svojega pogreba, pa kako te z rešilco voze stran. Ampak boš naenkrat se boš sebe videl, kako plešeš, pa slaviš Jezusa, haleluja, pa imaš že sivo brado do kolen in se še vedno dogaja. Ker to Božja beseda, da bi ona ti da novo sliko, nov imič, novo usodo. Amen? To je prvi korak, da se voda lahko premakne. Ker cerko, njim ni bilo treba vode premikati. Ker ne moreš, ti ne moreš Jordana ustaviti. To se kar zid naredil, ko so oni stopili. Zid, in pa so šli posuham čez. Ampak prvi korak je rekel, čujte, prestopite in poslušajte besedo Gospoda. Drugič, potem prav spoznajte, da je živi Bog mogočni med vami, haleluja. Se pravi, kaj je zdaj? Najprej beseda, kaj je pol? Božja prisotnost. Spet, amen. Razumete, koliko je skozi ista kombinacija? Skozi isto beseda pa prisotnost. Cerko, mi sploh vemo,
da je zdaj Jezus tukaj prisoten. Pa si mi sploh zavedamo, da smo mi Jezusa prejle slavili. Mi nismo slavili slavljenja cerkve. Amen? Mi nismo slavili družbe tle, bratom in sestram. Mi smo direkt z vsem mogočnim Bogom, Zeus, tlele noter zdaj. In on je v nas. In ko bomo zjutraj se zbudili jutr, se bo on not v nas še vedno dobro počutil. Amen? In je skozi bo v tebi, kjerkoli si. In potem, če te v ponedeljek, jutri ni ponedeljek, jutri je petek. Jaz skozi mislim, da je nedelja, kadar smo skupaj. In potem v petek zjutraj, ko se zbudiš, in greš na šik in se šef dere na te, celo smiš. Ker veš, da največji šef je v tebi. Amen? In če se bo ta šef začel smajati, ker v tebi, haleluja, pa se bo tvojemu šefu hlači začeli tresti. In veš, da te on lahko promovira in boš ti jutr njegov šef, če bo tako hotel tvoj šef. Boš celo firmo jutr lahko kupil, če bo tvoj šef ko hotel. Haleluja. Da eno idejo, 2, 3, pa boš ti... Amen. Amen. In to je to. Poslušajte besedo. Spoznajte, da je živi vsemogočni Bog med vami. Amen. Se pravi, prvič, moraš vedeti, da je on živ. Amen. On je mrtev Bog cerkev. Jaz sem nekaj časa ful študiral, ali je res Bog živ med nami. Ampak ne samo teoretično. Ker lahko je Bog živ, tako v nebesih, sedi na prestolu, se ima fajn, pije espresso vsak dan, čaka, kdaj bo se vse izpolnilo, da bo lahko nazaj prišel. Mi pa tle moramo zdaj garati za njega. Pa švicati. In potem dolgo sem študiral, da sem se res prepričal, ko v stari zavezi vem, da je bil z njimi, ampak v novi zavezi se mi zdi pa, da je veliko že narejenega in zdaj moramo sam živeti po veri, ampak ni res cerkev. Tudi v novi zavezi je skozi nami. Je vpleten v vse detalje. Tudi ko greš apostolska dela, brat, vidiš, da si Sveti Duh skozi umešava noter. Da skozi nekaj dela. Skozi govori, Sveti Duh skozi govori, pa tudi vpliva na druge ljudi okoli tebe. Se pravi, spet, cerkev, dajmo se zavedati, da je živi Bog, vsemogočni Bog z nami skozi. Amen. Pa bomo lažje verjeli. Jaz bom lažje verjel, če bom vedel, da je Bog z mano. Pa še da je večji od vsega, karkoli prihaja proti meni. In pol tretjič, se pravi, poslušajte besedo. Spoznajte, da je živ Bog, vsemogočen z vami, se pravi Božja prisotnost. Tretjič, in pa dana vodila. Pejte tja, stopite not, ko bote not se ustavite. Razumeš, pa lahko navodila poslušaš. Amen? Ko si prišel, če ne boš samo navodila posvetnih ljudi poslušal, daj prošnje tja, daj munga poklič, če ti lahko zrihta, daj se tja obrati, sem se obrati. 101 navodil. Mi, ko imamo problem, bomo 101 na svetu slišali. Ampak cerkev, dajmo se ustaviti. Sredi Jordana, ni važno koliko, reka čudno zgleda, vstav se v tišini, poslušaj Boga, ali sliš Božjo besedo, pa je tu njegovi prisotnosti delati njegova navodila. Amen? In kaj se bo zgodil? Jordan se bo odprl. Amen? Jaz ne vem, kako je s tabo, ampak če bi jaz bil Jozue, če bi meni Bog govoril, Jordan je treba odpreti, jaz bi najprej naredil to, kar je Mojzes naredil. Kje je palca? Dajte meno palco. Meno je, so odpri se Jordan. Isto, kot Mojzes. Še mogoče bi uponašal Mojzesa, pa hodil tako, kot je on hodil. Pa s podobnim glasom, kot Mojzes, bi hotel še jaz isto reči, isto formulo. In se nič ne bi zgodil. Palco bi dal Jordan. Videli, kako je zdaj kljeno. Pa dajmo še premalo. Pa kva, premalo smo slavili. Dajte bolj slavili. Dajmo še bolj nadati. Kje so šafali? Kje so trubente? Pa ste slavilna skupina za spal. In še enkrat, palco not. In nič, sam palco bi zmočil. Pa bi pa rekel, nič, gremo malo rajšo molitev. Dajmo si malo cajta vzeti za Boga cerkev. Dajmo malo premisliti vse skupaj, ko vas pa v Bog hoče. Amen? Kaj, če bi se raje na Boga začeli zanašati? Ker Mojzes je mrtev, on je svoje že naredil, mi ne moramo Mojzesa kopirati. Amen? Cerkev, mi nobenega ne moramo kopirati. Nobenega. Ker kogarkoli boš kopiral, spet delaš po človeško.
Ti moraš to, kar te Bog govori, delati. Amen? Imej odnos s Bogom. Druž se z Jezusom. Vera samo toliko deluje, kolikor imaš razodete Jezusa. Kolikor si ga spoznal, toliko mu boš verjel. Več mu noč mogo verjeti. Tu, če mu cela cerkev ful verjame za več stvari, ti mu ne moreš, ker samo to, kolikor ga poznaš, mu lahko verjameš. Drugo je vse blef cerkev. Drugo, jaz sem zadnjič srečal eno osebo, ki je zdaj ni bilo že dolgo v cerkvi, in mi je rekla, da je bila tako ful pod obtožbam, ker jaz sem prišel vas polomljen enkrat iz smučane tle in pol med slovljenja sem sprejel zdravljenje, pridigu v zdravljenju in ta oseba pa ne, haleluja, in pa rekla, tudi sem pol skakala v veri za ozdravljenje, pa se ni zgodil, pa to se ni. In pol sem bila ful pod obsodbam, valjda, ker ti ne moreš mene kopirati. Zato, ker jaz tudi ne morem nobenega kopirati. Jaz vsak to delam, kar mi Bog govori, haleluja. Razumeš, haleluja. In pol je rekla, in pol sem se spet začela ukvarjati s tem, kdo sem v Jezusu in mi je bilo ful boljš in zdaj mi je ful boljš in spet pridem v cerkev, haleluja. Haleluja, slava Bogu. To je odnos z Bogom, vsak od nas, cerkev, mora imeti svoj kontakt, haleluja. Vse drugo je religija. Ti imaš ful dobro religijo. En brat je bil enkrat ful jezen na Boga. Rekel, vse sem delal, kar si mi rekel. Še po balkonu sem skakal, pa slavil Jezusa za odgovor v veri, pa se še vedno ni zgodil. Če vse korake sem šel, pa se ni zgodil. Valjda, ker formula, to ne deluje cerkev. Formula deluje samo to, kolikor imaš ti odnos s Bogom, pa kolikor ti je Bog govoril. Amen. To je tako, kaj eno kosnak, tako se predstavlja. Formula je eno kosnak. A bo kosnak je lahko naredil? Nič. Rab meso, rab živ organizem, celice morajo med sabo sodelovati. V pravem trenutku prava stvar, haleluja. To je pa sam Bog. Amen. Bog dela čudeže, ne človek. Amen. Dajmo se posvetiti. Amen. Dajmo si vzeti čas za Boga. Dajmo ga ful privleči v svoj življenje. Dajmo vse delati z njim. Amen. Dajmo se upati slediti Jezusu. In vedeti, da je on živ in da je vse mogoče, da je z nami. In da ni problem. Če reče, stopi Jordan, se bo Jordan odprl. Amen. Če on rekel. Amen. Če ni rekel, pa ne grem čez, bo šel raje čez most ali bo pa še malo 3 dni raješ doma v fotelu čakal, haleluja. Amen. Ali pa vrtu kupavo, ali karkoli treba, haleluja. Čemarkoli uživaš, jaz ne vem. Amen, dajmo malo. Oče, hvala ti za tvojo besedo. Oče, hvala ti za Jozue 3, da vemo, da rabimo tvojo prisotnost. Da rabimo odnos s tabo, da lahko se vode odprejo. Oče, hvala, da se vode odpirajo pred nami, vedno, ko hodimo s tabo. Ko nam govoriš in mi sledimo tebi, haleluja. Hvala ti za obljubljeno deželo, Oče, v naših življenjih, ko si jo ti že pripravil za nas. Hvala, da si živ Bog, da danes deluješ, da nisi religija, da nisi en sistem, ampak da si z nami, zdaj, haleluja. Hvala ti, Jezus, da nam nič ni nemogoče. Hvala, da lahko živimo s tabo, v tvoje prisotnosti. Ti si naša nagrada, haleluja. Mi uživamo v odnosu s tabo, Jezus, haleluja. Predajamo ti vse stvari in haleluja, prosimo, da nas ti vodiš, Oče, da nam ti govoriš, da nam ti daješ ideje, mazilenje, osvežitev, navodila, da greš ti pred nami v vsako situacijo, da gre tvoja prisotnost pred nami, da nam pripravlja teren, da mi samo pridamo tja, kamor si nas ti že poslal in kjer si že pripravil stvari za nas, haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče. Amen. Amen. Uživimo z Jezusom. Amen. Haleluja. Ne pozabiti, 25. imamo krst na Slivniškem jezeru.
karto bomo dali na sprem.si, če slučajno kdo ne ve, kje je, bomo dali eno lokacijo v Google, da boš točno vedel, kje je. Drugače je to na Ramni, od gostilne enih 20 metrov naprej. Halleluja. No, če kdo rab, da se kdo strinja s tabo v molitvi, lahko priješ naprej v molitvi. Če ne, se lahko še družite, vzemite si kakšno knjigo.